Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kaj bolezni vaših staršev povedo o vaši podzavesti. Mogoče na prvi pogled rečete, ne, nobene povezave, ampak če imajo vaši starši že neko bolezen in vemo, da skoraj vsi starši imajo neko težavo in da mnogi, recimo če gledam generacijo mojih staršev, mnogi starši ali pa stari starši, ki so tam okrog 80 let, imajo vrečko zdravil. Se pravi, imajo neke bolezni, ki so povezane s čustvenim stanjem, z neko potlačeno energijo, globoko v podzavest in letajo od zdravnika do zdravnika, na eno, na drugo terapijo, na pregled in tako naprej, v glavnem in predvsem tonejo pod težo zdravil. In če ste vi njihov otrok, pomeni, da imate približno iste vzorce oziroma imate vzorce po eni liniji, po drugi liniji in še svoje za povrhu. No, in zdaj kako iz te godle ven, pa v bistvu, da pogledamo telo kot zemljevid. No, in zdaj, če gledamo, pač lažje opaziti druga človeka kot sebe. Če ima recimo vaša mama težave ali pa je imela nekoč težave z vnetjem mehurja in potem na starost so se ji začele težave dogajati s kolki, težko hodi, ima bolečine v kolkih, utekle noge, gležne, krčne žile. Kaj to pove o vaših vzorcih? Se pravi, vaša družina predeluje nekaj, kar je povezano s spolno čakro, kar je povezano s sramom, kar je povezano tudi s korensko čakro, prestopiti kakšno oviro. Po vsej verjetnosti vaša mama bi mogla zapustiti nezdrav odnos ali pa se nek prestop narediti v življenju, pa ni zmogla in je nekje obtičala. To govorijo, o tem govorijo kolki. Pač ni zmogla narediti premika naprej. In glede na to, če vaša mama ni zmogla narediti premika, verjetno imate vi podobno lekcijo v življenju, da vi morate narediti nek korak v življenju in mogoče spustiti kakšno navidezno varnost, kar se tiče zakona ali pa službe ali pa kraja bivanja. V glavnem, v vsakem primeru, kar ne naredijo starši pri premiku, imamo mi otroci za predelati. In kar vi ne boste naredili, imajo za predelati vaši otroci, ker zato so družine, zato so korenine družinskega debla, ker se prenašajo pač neki vzorci. No, zdaj, če gremo naprej. Recimo, če ima vaš oče težave s prostato, kaj govori to o vaših vzorcih? Prostata vemo, da je povezana s spolnimi organi, sploh pri moških, in je po vsej verjetnosti povezano s sramom. Ja, sigurno nek sram se prenaša po družinskem deblu. No, kaj je grdo v vaši družini, o čem se ne govori? Vsaka družina ima kakšno stvar, ki je pomedena pod preprogo, ker skoraj vsaka družina ima neko gensko bolezen. Genska bolezen pa vemo, da raziskave, ki so jih delali, so dejansko pokazale, da otroci, ki so posvojeni, zbolevajo za enakimi genskimi boleznimi kot njihovi krušni starši. Se pravi, to zdaj ne gre skupaj, nimajo istih genov in zbolevajo za enakimi genskimi boleznimi. To pomeni, da v bistvu niso genske bolezni, ampak je ozračje, ki se ga nalezeš. Saj veste, to je tako, kot nekdo, ki kadi v prostoru, tudi če ti ne kadiš, smrdiš po cigaretnem dimu. No, enako je pač pri genskih boleznih. Tudi če ti nočeš, se okužiš z nekim programom svoje družine. No, zdaj pa gremo naprej po telesu. Če ima v vaši družini, recimo oče ali mama, velike težave z želodcem, vnetjem želodca, lahko tudi z refluksom, se pravi vse, kar je povezano z želodcem in s prebavo, je povezano s tem, da težko izražate čustva in da je treba požreti čustva, se pravi potlačiti čustva in o tem ne govoriti. Potem gremo naprej. Če ima recimo eden od vaših staršev probleme s sladkorno boleznijo, je tukaj zadaj velika žalost, predvsem pa obup nad življenjem, podzavestni program, ki je povezan s tem,
pač v življenju se ne da nič spremeniti, zaobupati je, pač nič več ni ostalo, samo še delo, trpljenje, pač živiš zaradi tega, ker se pač živi. Potem naprej, če gremo tukaj malo po telesu pogledat, če imate v vaši družini probleme s srcem in z ožiljem, se pravi je ranjena srčna čakra in imate program kronične žalosti, neodpuščanja mogoče, tudi sovraštva, kronična zamera, globoko vse potlačena čustva, ampak globoka rana, srčna rana in nezmožnost ljubiti, predvsem sebe, ker tukaj se začne vsak odnos najprej z nami. In če jaz sebe nič nimam rada in če sebe nič ne spoštujem, pač dovoljujem, da sem predpražnik. Saj to veste, Picasso je rekel, da obstajata dve vrsti žensk, ene so predpražnik in druge so boginje. In dejstvo je, da če imate program predpražnika, predpražnik nihče ne spoštuje. Ob predpražnik se vsak obriše, boginjo se časti. In zdaj tipična slovenska ženska se dejansko šele uči biti v tej ženski energiji boginje. Tipična slovenska ženska se uči biti v ženski energiji. In to pomeni, da imamo kar nekaj za narediti, sploh, če imate že otroke. In če imate hčere, to pomeni, da vi ženske ste svojim zgledom zgled za svojo hčerko, kako biti v ženski energiji, ker s tem jim kažete, kaj pomeni biti ženska, kaj pomeni biti z veseljem ženska v ženskem telesu. Če imate vzorec, če vaša mama vedno govorila tako, za vse sem sama, saj tudi jaz sem to delala včasih, za vse sem sama, uboga jaz. V tem primeru seveda prenesemo program na svoje hčere, ta uboga jaz. In prva stvar je, nehajmo jamrati, nehajmo se pritoževati nad življenjem. In naslednja stvar, ženske, ko kuhate kosilo, vaša energija pristane v loncu. To, kar vi razmišljate, to zamešate v jed. In če se po kosilu vsak dan skregate, mogoče pomislite, kaj pa ste skuhale, o čem ste razmišljale takrat, ko ste kuhale, kakšna energija je v tem loncu. Če je energija žrtve, verjemite mi, da že takoj po kosilu boste imeli občutek, boste imeli priliko okusiti, kaj pomeni biti žrtev. No, potem gremo naprej. Če v vaši družini imate probleme z grlom, z grleno čakro, z ščitnico, nenazadnje, to pomeni, da imate v vaši družini za predelati izražanje, govoriti o svojih čustvih, govoriti o tem, kar, mogoče tudi to, kar boli. Govoriti o tem, da se izražate. Če v vaši družini predelujete raka, kjerkoli, lahko je tukaj zdaj recimo ženski organi, maternica, rodila, prsa, je vedno povezano s tem, da je globoka zamera, ki se tudi prenaša vzorec neodpuščanja. Tega pa ni za odpustiti. Ne, to, kar mi je naredil določen človek, tega ne morem odpustiti. Naj trpi. No, zdaj pa pomislite, če imamo kronično zamero do določene osebe, koliko ta oseba trpi, če mi trpimo? Nič. Ampak dejstvo je, da sami sebi povzročamo koralne grebene zamer in kje popusti, pač najšibkejši člen popusti. Zdaj pa kje je najšibkejši člen v vaši družini? To samo pogledajte, kakšne težave ima vaša mama ali pa oče in boste točno vedeli, kje je najšibkejši člen. Potem gremo naprej. Če imate v vaši družini psihične težave, demenco, Alzheimerja, multipla sklerozo, se pravi, če imate težave povezane z možgani, pomeni, da je dejansko, kaj predelujete, treba je pozabiti vse gorje. Treba je tako močno potlačiti vso bolečino, da se je niti ne spominjaš več.
če je zadej še psihična bolezen, recimo razne psihoze, mogoče predelujete po družinskem deblu energijo vojne, dejansko energijo boja in da je tako močno prisotna ta bolečina, da tega ne moreš spustiti. No in zdaj, če imate v vaši družini kar naprej, ste nekje polomljeni, zlomljeni in tako naprej, kaj predelujete? Če so polomljene noge, pomeni, da se učite prestopati določene lekcije. Če imate polomljene roke, pomeni, da se nečesa preveč oklepate, mogoče kakšne varnosti. To je moje, to mi pripada. Če imate pač, v osnovi nam telo ves čas sporoča, nam hoče pokazati, kje je najšibkejši člen in preko družinskih odnosov oziroma bolezni, ko vi samo pogledate svoje starše, veste, na čem morate delati. Naj vam povem en primer, moje prijateljice. Njena babica je zbolela za rakom na rodilih in je umrla. Njena mami je zbolela najprej prva diagnoza, je bil rak na ustju maternice. In potem se je ta rak skril in se je potem razvil na pljučih, kar je povezano z žalostjo. In seveda, ki ima ona najšibkejši člen, ni bolna. Ampak, če ne bo nekih programov po družinskem deblu počistila, kar se tiče zlorabo ženske energije, je dejansko najšibkejši člen v njeni družini pač rak na maternici. No, to je seveda povezan s spolno čakro in dajmo zdaj vzeti v roke knjigo, ko imajo čakre žur. Dajte, če pogledamo, obraz je zemljevid naših čustev in rečete, ja, postajam taka kot moja mama. Mama je imela tukaj 2 gubi. Kaj vam govori, recimo, te gube tukaj med obrvmi? Da so obremenjena jetra in želodec. In zdaj, če pogledamo, kaj to pomeni, preverite z mišičnim testom. Določen človek se mi gabi. Določenemu človeku ne morem več zaupati. Strah me je prihodnosti. Ali pa recimo, če imate globoko sredino, jezna sem sama nase. Razmere v svetu me jezijo. Na živce mi gre določen človek. Preverite in počistite predvsem, ker to je vaš program, po katerem delujete. Če imate težave recimo tukaj z brado, z mozolji in tako naprej, imate težave z ledvicami, nadledvično žlezo, stresnim hormonom in z mehurjem, če imate tukaj lahko težave z mozolji ali pa tudi poraščeni, da ste tukaj, da vam raste kozja brada. V tem primeru pač imate težave s spolno čakro. To pomeni, da je čas, da pogledate, kaj pa predelujete vi v vaši družini? Mogoče nek sram, mogoče nekdo skakla čez plot, pa je to treba skriti. Veste, te stvari so zanimive, ker je ogromno takih stvari, o čemer se ne govori. No, vam zdaj povem en primer. Zgodba ene gospe, ki je zbolela za demenco. Ta gospa je sicer pokojna. Ko je bila že pošteno dementna in se ni več niti sama mogla hraniti, so jo vprašali, kaj se je dogajalo med 2. svetovno vojno. Dejansko se je gospa postavila po koncu tako v postelji in naredila tako, o tem se pa ne govori. In pač znano je bilo, da so k tej gospe dobesedno hodili eni, ta beli, ta črni, se ni važno, takeri, pač eni, in hodili so se prazniti. In kaj to pomeni? Pištolo na sence, ali boš dala življenje, ali pa kaj drugega. In potem je bilo treba pozabiti. In to je v njeni družini tako močno prisotno, treba je potlačiti vsa čustva in se s tem ne ukvarjati. V glavnem, ko bi se kakšna stvar sama od sebe zginila, pa ne zgine. In ko bi mogoče smrtjo kakšen program zginil, pa ne zgine. Dobesedno mi prinesemo tudi vse svoje potlačene zadeve s sabo na svet in potem imamo določene težave. Recimo, jaz če gledam sebe, kot otrok sem imela velike težave s koleni, mene so kolena bolela, noge so me bolele, pač jaz sem se počutila
Jaz se spomnim, ne vem, mogoče sem bila še pred osnovno šolo, mene so noge tako bolele, kot da bi bila stara 100 let. Danes vem, kaj sem predelovala. Predelovala sem eno življenje, ko sem mogla molt na cerkvenih tleh, klečati, ker pač je bilo treba molt. In drugo, kar sem predelovala, je bilo povezano z ribanjem tal v enem od prejšnjih življenj. In očitno je bilo toliko te pokorščine v prejšnjih življenjih, da je bilo dovolj, da so me bolela kolena. In potem, ko sem to pokorščino počistila, mene ne bolijo več kolena. Pač enostavno je to izginilo, ampak sem mogla iti počistiti moje kode. No in zdaj, če gledamo, kdor ima težave prav s korensko čakro, ker recimo težave, ki se pojavijo v spodnjem delu telesa, kolki, križ, noge, kolena, so povezane z energijsko posodo, ki jo imamo pač med kolčnimi kostmi, in to je povezano s korensko in spalno čakro. In zdaj, kako veste, da imate težave tam? Ste kronično utrujeni, imate vnetja sklepov, slabo celjenje ran, težave z rastjo, težave z alergijami, težave s krvjo, se pravi slabokrvnost, težave s kožo, težave z kostmi, osteoporoza, tudi rak in levkemija, se pravi nekontrolirano razmnoževanje raznih celic, nagnjenost k zlomom in slabo celjenje zlomljenih kosti, težave s srcem, ker vpliva pač korenska čakra na vse mišice, težave s hrbtenico, ker korenska čakra vpliva na vse kosti. No in v glavnem, kdor bi rad to pozdravil, dejansko gre najprej pogledat podzavestne programe in potem, seveda, tehnično mora nahraniti svoje kosti, svoje celice in tukaj brez C vitamina, D vitamina in omega 3 enostavno ne bo prišel skozi. Je treba majčkeno podkrepiti tudi delovanje, ne? Ker če nima telo od kje graditi kosti, ne bo pomagalo. No, v tem primeru vam priporočam, če razmišljate o tem, da bi nekaj vzeli za svoje zdravje, da vidite, da majčkeno je treba podpreti, vzemite Pro-Vitality Plus, mogoče še kalcij pa magnezij. Zdaj zakaj? Ker Pro-Vitality Plus pokrijete celo prehransko piramido, se pravi, imate noter olja, imate B vitamine, imate C vitamin, E vitamin, omega 3, sicer ni beljakovin noter, ampak beljakovine načeloma lahko dobimo s hrano, in kalcija je premalo. Tako da jaz v tem primeru, če bi imela težave s kostmi, s kožo, s krvjo, bi vzela Pro-Vitality Plus, pa zraven bi vzela še kalcij, magnezij z D3 vitaminom. No, poleg tega bi pa potem šla dejansko po knjigi, ko imajo čakre žur, preveriti podzavestna prepričanja, ki blokirajo pač delovanje korenske čakre. Prvi program. Moram potlačiti čustva. Minsko polje čustev, s tem se ni varno ukvarjati. Strah me je postavljati meje. Moram se potruditi za visoko izobrazbo, zaradi tega, ker znanje mi daje občutek varnosti. Znanje mi daje občutek nadzora. Zanimivo, zdaj, ko o tem govorim, očitno je tukaj noter še premalo povedanega. V glavnem preverite, kaj imate vi za predelati glede strahu, glede nadzora, glede te težke energije. V glavnem, strah me je pomanjkanja, strah me je izgube, strah me je vojne in tako naprej. V glavnem, v tej knjigi imate programe, ko imajo čakre žur, poleg tega orodja, kako počistite podzavestne programe, in dejansko, ko se lotite teh podzavestnih programov, vem, da je naporno na začetku, ker vse pač pomečeš ven, tako kot pospravljanje shrambe, ki je prenatrpana z vsem, ali pa kakšnega podstrešja, ali pa kleti. Ampak, če se lotiš pospravljena, slej ko prej bo pospravljeno. Ne obupati že vnaprej. In če se v vaši družini prenaša nek program, da recimo en od vaših staršev ima težave s pospravljanjem, ali pa starih staršev, starši, da imajo probleme s pospravljanjem,
Mogoče imate tak program tudi vi, da je bolj enostavno vse skupaj pomesti pod preprogo in se delati, da šare ne vidite. Se pravi, to je ta program pometanja pod preprogo. In seveda je bolj enostavno in bolj varno letati k zdravniku, letati na terapije, iskati zunaj rešitve, kot pa se poglobiti v svojo podzavest, ker tam mogoče kakšna stvar boli ali pa smrdi, pa je mogoče težka in jo je bolj varno držati v svoji duši. No pa poglejmo še v karte. Kaj vam sporoča stvarstvo, če ste že na poti čiščenja svoje podzavesti oziroma če se spogledujete s tem, da bi bil mogoče enkrat čas, da naredite nekaj v smeri čiščenja svoje podzavesti. No, da vidimo. 3 karte, tole so Ošotove karte, da vidimo. Nekaj vam povzroča izžetost. To, kar imate za počistiti, je povezano s kronično izžetostjo. Če ste kronično utrujeni, brez energije, dajte že enkrat pogledati v svoja čustva in si priznajte, kaj v resnici čutite. To je prva zadeva. Druga stvar je povezana z zaključevanjem karme. Zdajle prihajamo v čas enakonočja in vedno več svetlobe prihaja na plan in dan se podaljšuje. Kakorkoli, energije so močne in jaz občutam, da ta trenutek seka ven prav tisto, kar enostavno noče več ostati skrito. Enostavno se hoče izraziti, hoče priti na dan, hoče pokazati, kje je naša bolečina. Vem, tudi sama hodim po tej poti in vem, da je naporno, ampak ne obupati. Pač ne obupati, ker, glejte, je povezano z zaključevanjem. Pač sestavljanka se zaključuje. Tisto, kar se mora sčistiti, se bo sčistilo. In kot lahko opažate, vedno bolj se svet ločuje na dobesedno svetlo in temno. Enostavno ne more biti več sivo, sploh pa ne več 50 odtenkov sive. Pač dovolj je. Ena gospa je enkrat rekla, glih o tej sivini sva govorile, pa o črnem, belem, pa reče, ja, tako je. 50 odtenkov sive, če pristajaš na to, to je isto kot sama kurbarija. Ampak je dobesedno. Dovolj je bilo tega, čas je, da se marsikaj počisti. Tudi te stvari, ki so sramotne. In gremo naprej. Čas je za sprejemanje, čas je za vašo notranjo transformacijo, za zdravljenje in dobesedno povezan s tem, da energija začne krožiti v vašem telesu, ker vaše telo je dobesedno vozilo vaše duše. Da vidimo še 3 karte prehodu na vodovo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo zdaj v teh posebnih dneh, kjer se energije zmerom bolj koncentrirano vrtijo. Čiščenje preteklosti, karma, novo jutro, zanimivo. Čiščenje preteklosti in karma. Se pravi, 2 stvari, ki se zdajle tako močno čistita. Zaključevanje karme. Čas je za vašo svobodo. Govorite si, osvobajam se starih vzorcev. Tega ne potrebujem več. Vse se zgodi z nekim namenom in tudi tukaj piše, osvobajam se starih vzorcev. Se pravi, vzorci, ki se prenašajo po družinskem deblu, dovolj je bilo. Dovolj. Počistite vzorce. Imate zdravilno molitev dekodiranja, začnite to delati. Jaz zdaj pripravljam meditacije, ki jih zdaj 1 leto pa pol delam v okviru moje šole. Jih bom objavila na internetu, bo možno jih vzeti kot tečaj. In boste videli, kako močne meditacije so tam noter, ker je v bistvu, danes sem montirala skupaj polurno meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla. In vam povem, da ko smo mi z mojo skupino delali te meditacije, grejo solze hvaležnosti
včasih tudi teže, ker je zelo, včasih v kakšnih koreninah toliko strupa, da je težko predihati. Ampak je prav, da greste tudi v bolečine noter, da predihate to, da greste naprej, da spustite, ker je dovolj avtoimunih obolenj. In vemo, da vsa avtoimuna obolenja izvirajo iz potlačenih čustev. In naslednji dve karti povezani. Pogumno se odločajte za sebe, kar stvarstvo vas podpira in stvarstvo vam čestita za pogum, ste na pravi poti, ker vse poti naprej so gladke. Želim vam tele dve karti prebrati, se pravi 25, novo jutro. Novo jutro, vse je na pravem mestu. Zavedaj se, da je strah obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav. Pred teboj je novo obdobje, najhuje za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. In odločitev, karta 85, da vidimo še to. Prav je, da se postaviš zase. Dovoljeno je, da si močna. Svojo moč lahko izražaš na ljubeč način. Sledi sporočilom, namigom, znamenjem, ki te vodijo naprej. Zavedaj se, da si varna tukaj in zdaj. Odpirajo se ti nove poti, sposobnosti in nove energije. Pač zaupaj, da je vse v redu, ampak ne obupavati. Ne obupavati nad sabo, pa nad tem, da je težko. Ja, je težko. Res je težko. Takrat, ko greš čez najbolj težke zadeve, ja, jaz vem zase, jaz sem tulila kot žival. Jaz sem se umikala stran v naravo, ker ni bilo možnosti, da me kakšen sliši, ker je bilo tako boleče. Ampak, če ne greš čez tisto bolečino, kako jo boš pozdravil? Če jo ne izraziš, pač kako ne ta ujeta energija gre ven. In nič ne pomaga, če umreš, nič, ker s smrtjo nič ne zgine. Vse prinese s sabo v naslednje življenje. Pač vse. Da vidimo še tele. Se pravi 3, no zdaj me pa zanima samo še za naprej. Kaj vas čaka za naprej? Da vidimo 3 sporočila. Kaj vas čaka za naprej? Tele 3, da vidimo. As mečev je povezan s tem, da dobiš novo idejo, pač nove zadeve, nov začetek, nekaj pač novega. Sonce, sončna energija, vsi pač ravnovesje. In čas je za ustvarjalno energijo. Čas je, da greš naprej, čas je, da začneš ustvarjati skozi to, kar predeluješ, ne se bati prihodnosti, ker prihodnost je lepa. Čas je za izobilje, prihaja nova zemlja. Jaz res verjamem v to, da res prihaja nova zemlja in da zdaj, ko smo v takem intenzivnem čiščenju, v tem vrtincu, v tem tornadu negativne energije, če tako občutite ta trenutek, dovolite, da ta tornado odide stran od vas. Še ena stvar, mogoče to za zaključek. Ko se boste začeli zavedati, da ste v sebi dovolj močni, veliki, sposobni, boste videli, da tako kot ta trenutek mogoče mislite, da ste magnet za vse slabo, lahko postanete magnet za vse dobro. Ker imate v sebi moč. Ampak dokler imate v sebi še sovraštvo pa zamera, se logično pač lepijo te nizke energije na vas. Ko boste vi spustili to iz svojega polja, dejansko se vaša aura tako močno ukrepi, da dejansko kamorkoli pridete, enostavno zasijete. Drugače ne more biti, ker je to vaša sveta energija, tako čutim. Tako da dovolite, da se ta sveta energija skozi vas sprosti in boste videli, res ta obdobje, ki prihaja,
čutim, da je lepo obdobje pred nami. Tako da zaupajte, da bo vse v redu in predvsem zaupajte, da zmorete in da imate pomoč od zgoraj in da ste dovolj močni, da greste skozi ta proces. To je Feniksov proces, kjer v bistvu morate preobraziti svojo bolečino v svoj dar. Tako da živejte vse dobro in dovolite, da vas vodijo nebesne sile.